kar gledaš, je nova generacija Volkswagenovega multivana. Pritisneš tale gumb, puš, pa se vse skupaj dvigne. Potem narediš pa lahko še tole. Nebo je brez oblačka, ko po zabavi imamo mačka. Kar čez 4 parkplace ga dava, prav. Torej, kar gledaš, je nova generacija Volkswagenovega multivana, če se ne motim, nos uradno oznako T7. In zdaj ena od prvih pa pomembnejših stvari, za katero se mi zdi, da je prav, da jo veš, da je zgrajen, da se pelje na Volkswagenovi, mislim, to govorim za cel koncern, MQB platform. To je ista platforma, ista osnova, na kateri se pelje drugih običajnih avtomobilov, osebnih avtomobilov. Pač praktično vse ostalo pri Volkswagenu kar ne prehaja iz tovornega programa. In to je kronski dokaz, da je multivan pretrgal ene par zares ključnih vezi, ki jih je imel še z ostalimi svojimi kombijevskimi brati. Vemo, o katerih govorimo, ne? Transporter, Kalifornija in tako naprej. Ne pozab pa, robusten transporter, ta ostaja. Seveda tudi v potniški različici. Konec koncev je na njem zasnovana tudi Kalifornija. Ti sem zdajle, ki ga gledam pri tej jutranji luči, ne? So tole mokre sanje mrz kakšnega Slovenca, mrz kakšnega slovenskega fotra, pa mamice tudi. Pa kako lepo dvobarvna kombinacija poudar dizajna, si videl? Poglej, kakšna jasna ločnica je tale kromasta črta, ki deli karoserijo na dva dela. Zgori vse črno, pa spodaj tale bordo metalik rdeča, ne vem kakšno je uradno ime za to barvo, pa potem kako se ta črta vleče skozi žaromet, pa naprej skozi logotip in celoten sprednji del. Pa mogoče je zdaj tudi čas, da se ustavimo še malo pri dizajnu, ne? Poglej, kako je pokrit spodnji del, kako ekspresiven je sprednji del tega kombija, brez da bi bil in your face. Stari, kako so tudi kombiji prišli deleč z dizajnom, mislim, s tem šmekom, ki ga prinesejo v igro, pa s temi raznimi karoserijskimi okraski, vidiš? Pa da še rekel, ti nisem guze pokazal, poglej, kako se tukaj streha zaključ s takim položno počas padajočim spoilerjem. Tudi zadaj se mi zdi, da zgleda fejs dober. In nisem ziher, če sem kdaj že lahko rekel, da se kakšen kombi v šusu prepozna predvsem po zadnjem koncu. Ampak ravno zaradi zadnjega dela, pa zaradi te poteze, ki se takole zaje nazaj v karoserijo, je toliko bolj značilen tudi ta del avta. Mogoče je zdaj ta prav moment, da ti povem, da obstajata dve dolžini, L1, L2, krajši, daljši, tale, ta je krajši. Se odpremo kabino, pa gremo pol tudi noter, mingrde, leto, ves moj junk, ki ga sabo vozim, se pravi, otroški sedež, polica, škatle, majice za atmosferce in tako naprej. V glavnem, ta daljša varianta je od te daljša za dobrih 20 cm, se mi zdi. Pa preden gremo na kabino, ker vem, da to vsi čakate, sploh v temu je veliko za videti, tale recimo se ponaša v tem primeru s 6-sedežno konfiguracijo, je treba povedati, kaj ga poganja. 1,4 litrski turbo bencinar. Vem, sliši se smešen, ker to je pač majhen motor. Ampak to ni vse, ker točen tale multivan je hibrid, tudi njegovo ime je tako, multivan e-hybrid, torej priključen hibrid, sistemska moč tam je 160 kW, torej švok 220 konjev. Prepoznaš ga recimo po napisu tukaj zadaj, vidiš piše e-hybrid, pa štromo baterijo dotakaš tukaj pri sprednjem desnem kolesu. Poglej. Volkswagen prav koliko 40-50 električnega dosega, jaz mislim, da je bolj realno tam okrog 30, kakšen čez. Poraba, za začetek, kolikor ti štrom da, tisti je zelo ugoden, drugače ima med 6,5-7, mogoče 7,2 litra na 100 km. To je to. Drugače pa, glede na maso, ne pozab 2,2 tone, ob tem poudarjam, da ga nisem polno obremenil, se še kar v redu zgane. Mislim, ne zdi se mi, da bi bil na kakršenkoli način posebej podhranjen, me pa zanima, kako se obnaša, kako se odziva, če bi ga nafilil z ljudmi do konca. Pa ne sam z ljudmi, še s prtljago. Pa preden gremo naprej, tako motoriziran je sposoben potegniti 1,6 tone težek preklopnik. Menjalnik je 6-stopenjski DSG, deluje precej nezaznavno, tudi ob speljevanju se lepo obnaša, drugače pa sodelovanje štroma pa bencina. Razen da je tisti fake zvok res fake, pa mi niti malo všeč, nimam niti ene pripombe, odlično se pe. A ja, dobro, še podvozje. Stari, to je družinski kombi, glavna naloga je poleg prostora ponuditi udobje, to tudi naredi. Se mi zdi, da včasih kakšno grbino malo preveč na trdo poje. Ampak če moram potegniti pa črto pod vozno izkušnjo, pol ti pa takoj povem, da imaš občutek, da je lahkoten. Zdi se mi, da ima tudi super obračalen krog, kar ni nepomemben. Verjamem, da je odličen tudi na dolgih turah, zato je kabina še kar tiha. Ok, kokpit. Zdaj pa po vrstki je veliko za pokazati. Sedeže premika štrom. Jaz sem se namestil v šusu
tako dobro, da sem bil takoj uno. Kam, do Portugalske? Do Vladivostoka, se vsem. Volan je ful prilagodljiv, je pa res, da bi hotel, da gre še kakšen centimetrček nižji, kakor gre lahko, ampak pa sem si pa zid zdvignil, pa je bilo vse v redu. Zdaj pa po mojem najbolj, da ti pokažem, kaj vid voznik, pa gremo od tam naprej. Prav. No, pa se dajmo sprehoditi. Torej, tole je sovoznikov sedež, luštna polička za roko, pa tukaj pred njim predal zgoraj, pa predal spodaj. Armaturna plošča je v tem avtomobilu ukranclana z lesenimi dodatki, pa pol tale del poznamo, to se pravi digitalna instrumentna plošča, videz seveda lahko prilagajaš s tipko View, ali hočeš imeti navigacijo, ali samo osnovne številke, klasične števce in tako naprej. Mimogrede navigacijo lahko vržeš tudi sam, če hočeš, pa potem tale vmesnik, s katerim se razmeroma dobro razumem, se mi zdi, da je malo odvisno od tega, kaj od njega zahtevam, potrebujem. Tukaj spodaj imamo tiste 4 bližnjice, kamor zdo na njih pozab, ima težave z vmesnikom, namreč asistenčni sistemi, klimatska naprava, pomoč pri parkiranju, pa vozni programi, pa stanje baterije in tako naprej. Volan, preprost, z običajnimi, klasičnimi in v tem primeru, hvala Bogu, ne tistimi lakiranimi stikali. Te tipke so tista stara klasika in to vam pri Volkswagenu daleč najrajš. Pa potem voznikova vrata, mislim, na obeh straneh je enako, tukaj je ena precej dolga polička, pa spodaj globok predal, v tem primeru celo s košem za smeti, vidiš pa takole vrečko. Ok, zdaj pa pod temi stikali tale cup holder, pa še eno odlagališče, vidiš, tu lahko tudi takole lično pospravaš, pa tukaj nad njim polička za brezstično polnjenje telefona, tukaj je ročna zavora auto hold, uporabam. Pa tole bom dal kar nazaj, evo. Zdaj pa klasičnega sredinskega grebena ni, je pa tale pomičen, bo pol še prišel v igro, ampak da ti ga v osnovi pokažem. Se pravi, cup holder, manjše odlagališče, tale push bom pol stisnil, tukaj še 2 cup holderja, še eno odlagališče, pa še en zelo globok predal, ti ga pol pokažem. Počutje za volanom je super, 1A s črtico, brez pripomb, tu stale model se prilagaja po višini, vidiš s takim pritiskom na stikalo tukaj led spodaj, a ga vidiš? Lahko ga seveda tudi umakneš. Sedeža sta odlična. Take me anywhere, prosim lepo zdaj. Jaz bi kar kam šel. Pa nad sovoznikom vidiš en ogromen šibedah, mislim, ni šibedah, samo panoramsko okno, ki se kamor ne premakne. Pa tudi zadnji pridemo pol do tistega panoramskega okna, ker to je pa... It's humongous! Enač, a gremo v drugo vrsto, pa raziščemo to potovalno... kraljestvo. Ajde. No pa pejmo zadnji, ajga. Drsna vrata na obeh straneh so seveda elektrificirana, lahko jih odpreš tudi s pritiskom gumbka na ključih. Evo, poglej, takole zgleda, oziroma v tem trenutku je to sedežna konfiguracija, ki sem jo uporabljal. Se veš, kako je pri kombih, ne? Lahko si konfiguracijo prilagodiš, kakor si jo približno sam hočeš. V tem primeru imamo to, kaj je to? Konferenčna soba, čak da mislice potegnem. Torej, 2 sedeža gledata v smer vožnje in druga 2 gledata v kontrasmer vožnje. Tudi te zici so razmeroma veliki, fejst Stojal je dol padel, ki se je odpopil od šipe, fejst udobni sem hotel reči. Pa zdaj le, ki se dobro vidiš, tukaj najdeš 3 sete vodil, logično za 3 vrste sedežev, če se odločiš za tako varianto. Zanimivost pa je, da imaš lahko tudi ta vodila elektrificirana, to je pa, če se slučajno odločiš, da bi imel kateregakoli od teh sedežev v tem delu kabine ogrevanega. Prostora je dost. Ok, zdaj pa, a je treba, da sedeže tudi obračam, pa ti druge konfiguracije kažem. Vse je precej preprost, lej. Če pomikaš jih z lahkoto, mimogrede, vsak od sedežev tehta 23 kg, ne vem točno, kakšna je bila teža v prejšnji generaciji. To še vedno ne pomeni, da so lahki kot perešček, ne, ampak je pa bistveno lažje vse skupaj prilagajati. Ampak moraš pa veš kaj paziti, ne, da ni ta zid, ki ima integriran varnostni pas nameščen zadaj. Te 2 morata biti tukaj, zato ker nimata nikjer drugje varnostnega pasu. Te 2 pa morata biti zadaj, zato ker nimata integriranega varnostnega pasu, ampak ga potegneta od tukaj, vidiš? Zdaj pa da ti pokažem, ko se vse skupaj prilagodi. A boš da ven stopim, veš? Torej tukaj zadnji je tale trdeča za potegniti, vidiš? Ej, to je ta trdeč trak tukaj in ko ga fejst potegneš, tudi tukaj je rdeč pizdek ven skoči in pol, ko to narediš, sedeš preprosto samo odzigneš in ga prestaviš, kamor ga pač želiš v kabini in ga obrneš, kolikor ga pač želiš. Dobro, pa tudi hrbtišča sedežev ponujajo določene prednosti, ne, tole so tiste letalske misce, pa tole hrbtišče enega od ostalih sedežev, torej cup holder, pa neko odlagališče na obeh straneh. Glavno celoten prostor prilagodiš 1, 2, 3, res nobenih problemov. Zdaj pa misca. Prv simpel, ne more biti tukaj spodje, hakaček zagrabaš in celo stvar potegneš nazaj. Čakaj, damo telefon še na streho, pa mogoče da vidimo, ko zgleda to od zgor, ja? Enač zdaj pa lahko obdržiš tako, če ne rabiš nič več, ali pa pritisneš tale gumb push,
pa se vse skupaj dvigne tam za ene, kaj pa je 25 cm, to seveda ni vse, zato ker potem narediš pa lahko še tole. In si iz drugega dela kabine naredil, ne vem, kako ti temu rečeš. Konferenčna dvorana, jedilnica, karkoli. Kje lahko, neki. Pa tudi tukaj pol vidiš, kaj se dogaja še spodaj, poglej. Namreč na obeh straneh imaš dostop do zelo globokega odlagališča. Na tej strani je pa malo manjši, tudi zato, ker imaš tlele še eno, vidiš? Evo, zdaj da pa telefon spet na streho, ker mi je bil ta kot všeč, pa doš videl, kako se je pospravil. Dvigneš, spustiš, pritisneš push, gre nazaj dol. Inač, to je ta party piece tega avtomobila. Tale plastika se mi zdi, da bi mogoče dala še malo boljši feeling, ampak verjamem, da je ta prva stvar, ki jo mora ta misca pa celoten ta sklop ponuditi, je robustnost, trajnost. Ok, zdaj pojmo pa naprej, ker se kupa stvari še nismo dotaknili. Tudi prostora v smislu kufra, a veš? Dobro, pa preden gremo v kufr, no še kot ti armaturno ploščo vedno kažem z istega kota, iz sredine, iz zadaj. Poglej, tako le zdaj pri sovozniku. Pa mimogrede, če bi jaz opremil svojega multivana, bi se prav tako odločil za dvotonsko oblazinjanje. Verjamem, da tale zgoren svetodel ni najbolj praktičen, ampak stari, koliko dobro zgleda. Ti pač, kaj sem prej pozabil povedati, ne? Če ga primerjaš s prejšnjo generacijo, z L1, s takratkim, je ta 7 centi daljši, se mi zdi, da ima za dober decimeter daljši tudi medosje, ampak je pa tudi za decimeter nižji in to se mu pozna, zaradi tega deluje še malo bolj nabit, ki je tudi malo širši, pa vsem deluje malo bolj športno, sploh če ne, lepe feltne, dvotonsko pa tako. Zdaj pri osnovnem kufru je pa tako. Mislim, da je tega osnovnega kufra nekaj manj. V osnovi ne bi ga bilo za 460-470 litrov. Zdaj ne vem točno, kaj na to vpliva, a gre za različne stvari povezane in z baterijo, z pač vsemi prilagoditvami, ki so se zgodile med prehodom generacij. Če pa podreš vse, je pa tukaj za 3,5 kubike placa. A pa mislim, da celo več, 3600 pa še nekaj litrov. Pa še nekaj. Običajno, ker sem imel hrbet vid, nisem nek velik fan panoramskih oken, ker pač sem se nekako tako navadil, kaj pa jaz vem. Ampak v tem primeru pa tale zadeva nad mojo glavo naredi vso razliko, ker je kabina veliko svetlejša. Ne vem, koliko učinkovita, jaz sem prepričan, da ima ta šipa noter tiste stvari, da se kabina ne segreje toliko. Hočem reči, da ne vem, koliko bolj se kabina segreje, se veš, fiska, tukaj nisem najboljši, to bi mogel kakšen strokovnjak povedati. Ti pa še ena stvar, ker sem šel čez tehnične podatke, sem naletel na podatek o nosilnosti. Manj kot 500 kg, 470, nekaj tacga, se mi zdi, da sem približno prav zadev. Glede na velikost, sploh pa na prostorsko ponudbo multivana, to ni nek impresiven podatek, se strinjamo. Pa še ena stvar, preden zaključimo, preden gremo na ceno, ne. Glede na to, koliko je velik, je tudi izjemno pregleden in to mi je zelo všeč. Začne se že vse skupaj pri A stebričku, ki je preklan, kar pomeni, da vso moja navlako recimo vidiš skozen, to je dober podatek, pa tu sicer so steklene površine v tem avtomobilu dobro in bogato odmerjene, zato manevrirati ni noben problem. Ok, zdaj pojmo pa za zaključek pa zadnji. Tam tle vse podatke. Torej, če vržemo vse skupaj na papir, je takole, poglej. Čisto osnovn multivan piše na voljo za 44,450. Ampak ta multivan, to nam je jasno, tudi približno ni čist osnovan. Torej, multivan style e-hybrid stane, tale je 56, švoh 57 jurjev. Serijska oprema je drugače odlična, ne? Tudi nabor varnostnih sistemov je through the roof. Ja, vidiš, LED matrični žarometi, skoraj pozabil, svetijo odlično, še največ, ko sem se vozil, sem se zvečer pa po noč. Top. Zatemnjena stekla v potniškem prostoru, električna pomična drsna vrata, triconska klima, ok, aktivni informacijski zvon, keyless advanced safe lock, alarmna naprava, kamera za vzvratno vožnjo. To je doplačilna oprema. Come on! Oblazinjena ambientalna osvetlitev. Ok. Dodatna oprema, zložljiva vlečna kljuka. Smo rekli 1,6 tone, ne? Sredinska večnamenska mizica, to je ta. Panoramsko strešno okno, ogrevan voran in vetrobransko steklo, navigacijski sistem, head-up zaslon, Harman Kardon zvočniki, radarski tempomat ACC in travel assist, dinamično upravljanje podvozja DTC, parkirna asistenca, 6-sedežni paket. Aha, to se pravi, tukaj prijemo pa do paketov, koliko v osnovi, koliko hočeš, koliko nočeš. No, hočem reči, da ta test je pa 71,979. Le vse te Kalifornije, multivani, dobro opremljeni. Na splošno Volkswagenevi kombi, ki ponudijo nekaj več, še nikoli niso bili poceni. In cena je en nezanemarljiv element tega avtomobila, seveda, ampak na nek način pa to vse ne vpliva na njegovo priljubljenost. Hecem, ne? Ok, stari, to je to. Bi se ti pa seveda rad zahvalil za oglede, pa za to, da spremljaš. Pa ob tem bi te pozval na 2 spletni strani, to so moji sponzorji, komotarminuta.com, najdeš zavihek trgovina, najdeš hudje, pa tudi tiste obeske, ki so zelo hitro postali, zelo vroča roba. Podobno velja za atmosferce, samo atmosferci te imajo pa še 100krat hujš robo, mislim, imamo. Prav tako obeski, hudi t-shirti, pa hudi, koliko se to debilen sliši. Pa ne pozabite, atmosferci snemamo podcast, zelo se trudimo z gosti. Folk, to je to. Lepo se imejte.
Ajde. A ja, goddammit, štole moram pospraviti. Skoraj pozabil.